Začeli bomo z nekaj uvodnimi informacijami o mogoče sami spletni učilnici in v okviru tega tudi o samem predmetu. Se pravi, tale zavihek za predavanje nadaljavo ste že našli, zato ste tukaj. Same informacije o predmetu pa najdete na temle prvem linku, kjer sem vam najprej zaželel dobrodošlico v okviru predmeta tehnološke osnove multimedije in vam za začetek podajam samo vsebino, ki bo pri tem predmetu razdeljena v dva dela. Prvi del, ki ga bomo imeli v okviru prvih 7 predavanj, se bo nanašal na ta bolj elektrotehniški del predmeta. Drugi del, ki ga boste pa imeli v drugem delu predmeta, se bo pa nanašal na radijski in pa optični del predmeta. Tako da srečali boste v okviru predavanj dva predavatelja, torej mene v okviru prvih 7 predavanj, vključno z današnjimi predavanji, in pa kolega, torej izrednega profesorja Batagelja v okviru drugih 7 predavanj. Podobno bo tudi potem z laboratorijskimi vajami, ki bodo pač v prvem delu pokrivale snov iz prvega dela predmeta, pri drugem delu pa snov iz drugega dela predmeta. In sicer boste v prvem delu srečali kolega Kristjana Vuk-Baliža, v drugem delu predmeta pa Aljaža Blatnika. Zdaj, namen tega predmeta, ki se imenuje tehnološke osnove multimedije, je pravzaprav podati tisti background, ki ga v okviru tega inženirskega študija nekako potrebujemo, to se pravi podati tiste osnove tehnike in tehnologije, na katerih sloni multimedija, to se pravi od elektrotehnike, komunikacij do potem radijskih mobilnih komunikacij in pa optičnih komunikacij. Nekako ta predmet predstavlja podlago za razumevanje nadaljnjih strokovnih predmetih in pa za praktično delo z tega področja multimedijskih tehnologij, potem pač komunikacijskih tehnologij, mobilnih tehnologij, optičnih tehnologij in podobno. Zdaj, v tem prvem delu se bomo srečali, z tistimi osnovnimi gradniki, kot so električni naboj, tok, električno polje, potencial, napetost, prevodniki, izolanti, kondenzatorji, tokovno polje, magnetna sila, feromagnetiki, magnetna vezja, časovno spremenljivih tokov, frekvence in podobne zadeve, ki jih imate potem, kot ste tukaj verjetno lahko prebrali, ilustrirane tudi skozi posamezne take, multimedijske gradnike, kot so pač elektrostatični zvočnik, kondenzatorski mikrofon, audio mešalka, mute atenuator, dinamični zvočnik, kretnice, seštevalniki signalov in podobno. Zdaj, kar se orodij in predznanj tiče, je potrebno, nekaj matematičnega backgrounda in pa nekaj fizikalnih znanj, ki ste jih s sabo prinesli iz srednje šole. Zdaj, računam, da znate vektorje, odvode, integrale, skalarne vektorske produkte, računanje, z vektorji kompleksni račun. Da vam te stvari niso tuje, seveda se bomo skušali nekako izogniti tem zadevam, kolikor se maksimalno da, ampak nekaj tega znanja bomo pa potrebovali. Zdaj boste videli, da predavanja bodo organizirana tako, da bodo nekako šla z roko v roki skozi določene zglede, kar pomeni, da bomo imeli nekako predavanje in pa avditorne vaje združena skupaj v neko monolitno zadevo. Potem pa bodo zraven poleg predavanj še laboratorijske vaje, ki pa jih skušamo organizirati zdaj na tak način, da bomo laboratorijske vaje lahko izvajali v živo v manjših skupinah, torej da bomo razdelili celotno skupino študentov v skupine, v 3 podskupine in potem v teh 3 podskupinah izvedli laboratorijske vaje. Mi bomo v prvem delu
izvedli v bistvu 5 laboratorijskih vaj za en občutek. Torej, danes začenjamo s predavanji, tudi prihodnjič bomo imeli samo predavanja in auditorne vaje, potem teden zatem pa že začnemo z prvo laboratorijsko vajo in teh laboratorijskih vaj bo 5 v prvem delu semestra. Zdaj prisotnost na teh vajah. S tem bomo te vaje potem, s tem boste te vaje tudi. Aha, zdaj zog dela. Pa še drugi del. Ok, gospoda, najlepša hvala. Torej, te dva kolega sta nam porihtala še drugi del tablet, tako da bomo lahko potem uporabljali tudi tablo za samo predavanje. Matej, Marjan, hvala lepa. Bom jaz pa se tja preselil manj. Torej, računam, da laboratorijske vaje, ki jih bomo imeli v okviru prvega dela predmeta 5-krat, boste opravili z samo prisotnostjo, to se pravi, če boste redno hodili na laboratorijske vaje, potem mislim, da boste laboratorijske vaje tudi sproti opravili. Ok, torej, če še enkrat samo poudarim, v tem in prihodnem tednu bomo imeli samo predavanja, potem bomo pa, če bo vse kot trenutno kaže, začeli z izvajanjem tudi laboratorijskih vaj in ko bomo potem 5 tednov zapored imeli laboratorijske vaje. Če mogoče pogledamo konkretne datume, to potem pomeni od 2. do 30. marca, to se pravi, 2. do 30. marca. Ok, zdaj, kar se tiče samega gradiva, boste nekaj gradiv našli na sami spletni učilnici. Za ta elektrotehniški del sem vam priporočil tukaj 3 učbenike, ki so poimenovani Elektrotehnika 1 do Elektrotehnika 3, ki jih imate v PDF-jih brezplačno dostopne na sami spletni učilnici, si jih lahko potegnete dol. Namenjeni so v bistvu tehniškim gimnazijam in v principu, po mojem, za tisto, kar mi potrebujemo, zadoščajo, bi rekel, po sami globini. Po obsegu povejo še marsikaj več, kot bomo mi povedali, tako da jaz vas bom v vsakem primeru spodbujal k temu, da bi vi kar čim več stvari skušali zapisati sami in če bo potrebno tudi uporabljali ostala videogradiva, boste videli, jih je kar nekaj na razpolago. Potem imate nekaj e-gradiv, ki sem vam jih tukaj navedel skupaj z linki, ki si jih lahko poslušate, da se mogoče, da si pogledate za kakšne pojme. To je tisto, kar se v bistvu nanaša na sama predavanja. Spodaj sem vam napisal tudi, da lahko najdete kar nekaj nalog v okviru teh zbirk nalog, ki so tukaj dostopne, ampak tudi za te auditorne vaje to daleč presega tisto, kar mi potrebujemo. Mi bomo zglede rešvali, boste videli sproti, pa če boste te stvari, ki jih bomo sproti rešvali v okviru pripravne laboratorijske vaje, pa v okviru predavanj, bo ta stvar dovolj, da boste izkazali znanje na preverjenih znanja. Tretja stvar, ki se pa nanaša na laboratorijske vaje, to je pa tudi edina stvar, ki si jo morate obvezno nabaviti, je pa v bistvu tale delovni zvezek za laboratorijske vaje, ki ga imate tukaj navedenega kot skripto za laboratorijske vaje. V prvem delu je to tale skripta, v drugem delu vam bo pa potem kolega Boštjan predstavil še za drugi del. To skripto za laboratorijsko vajo si boste priskrbeli tik pred samim začetkom
laboratorijskih vaj, torej jaz se obligiram, da bodo pripravljeni in da jih boste lahko dobili takrat, ko boste prišli izvajati laboratorijske vaje in ne rabite prej zaradi tega hoditi na fakulteto. Tako da zdaj smo nekako pokrili dve komponenti, se pravi, povedali smo, kaj je vsebina predmeta, kako je predmet sestavljen in pa kje najdete določena gradiva za ta predmet. Jaz bi mogoče omenil še tole zadnjo komponento, pa vam jo bom pol tudi na spletni učilnici pokazal. Se pravi, želim vas motivirati, da bi pripravljali čim boljše zapiske za sama predavanja, pa za same vaje. In vsako leto razpišem natečaj za najboljše zapiske in na spletni učilnici boste tudi najdli take zapiske z preteklih let, tako da si boste mogoče lahko jih že naprej pogledali, dajte tvoriti potem svoje zapiske in tudi letos vas bom nagovoril k temu natečaju, kar pomeni, da zbiram najboljše zapiske letnika. Nagrada je, da bom tistemu, ki bo zmagal na tem natečaju, pravzaprav napolnil oceno kolokvija do 100%, seveda, če bo ta pozitivna, kar pomeni, da če bo nekdo pisal 60%, mu bom napolnil to do 100% pri prvem kolokviju. Tako da, običajno je kar dosti velik odziv in veselil me bo, če bo tudi letos tak odziv. Evo, s tem, ko sem omenil kolokvij, nekako vstopamo v tale del, ki se nanaša na preverjanje znanja. In sicer, torej samo preverjanje znanja je sestavljeno iz 4 komponent, oziroma pač, če začnemo mogoče takole, torej opravljate lahko tako, da opravite pisni izpit in pa potem ustni izpit. Poleg tega imate še 2 stvari za opraviti. V prvem delu predmeta je to seminarska naloga, v drugem delu predmeta vam pa kolega Boštjan pregleduje vaše odzive na laboratorijske vaje in vam te stvari tudi oceni. Zdaj, alternativa pisnemu izpitu, ki se jo največkrat poslužujete, je kolokvij, torej kolokvijska ocena. In bom nekaj kasneje tudi s pomočjo table vam predstavil, kako to izgleda, ampak najprej bi vam tole zadevo predstavil kar direktno. To se pravi, kar se tiče kolokvija, je tako, da bo kolokvij pravzaprav 2-krat v tem semestru, in sicer enkrat na sredini in pokriva snov prvega dela predmeta, in ta datum kolokvija na sredini pomeni teden po končanju prvega dela predmeta. Kot sem prej povedal, bomo s prvim delom predmeta končali 30. marca in bomo zato pisali kolokvij potem 6. aprila. Torej, prvi kolokvij bomo pisali 6. aprila. In ta prvi kolokvij obsega snov prvega dela predmeta. Potem pa naprej teče drugi del predmeta, kot sem rekel, mobilne, brezžične in pa optične komunikacije, in ta drugi del predmeta boste pokrili z drugim kolokvijem, ki bo potekal pač ob koncu semestra. To se pravi, mogoče še znotraj ali pa že po zaključku predavanj. Več informacij boste na to temo dobili potem pri kolegu Boštjanu. Zdaj, običajno so kolokviji sestavljeni po 2 vprašanj, torej 2 na prvem kolokviju in 2 na drugem kolokviju, potem pa je alternativa tem kolokvijem pisni izpit, ki ga pišete v že razpisanih terminih za pisne izpite. To se pravi, tisti, ki boste uspeli opraviti izpit s to varianto s kolokvij, na nek način s temi kolokviji nadomestite pisni del izpita. Zdaj, če boste pa pisali pisni del izpita, se morate pač prijavljati na za to razpisane roke v okviru sistema Studis in si jih lahko že zdaj pogledate vnaprej. Mogoče še nekaj informacij. Na vse te stvari, na kolokvije, na pisne izpite, na ustne izpite, je potrebna prijava, tako kot ste verjetno navajeni na sistemu Studi,
www.ecom.fi in nekako se podrejajo izpitnemu pravilniku, to se pravi, tam noter je izpitni pravilnik, imate tudi objavljen na spletnih straneh FEI, tam noter imate zapisan, koliko prej se morate na posamezne dogodke prijavljati. Zdaj, poleg teh ocen kolokvija oziroma pisnega izpita, pa se vam upošteva v to oceno še ocena seminarja iz prvega dela in pa ocena laboratorijske vaje iz drugega dela. Ne? In to je nekako tisto, kar sem rekel, vam bom zapisal tudi na tablo. Samo trenutek, prosim. Zdaj, jaz bom napisal pravzaprav za dve alternativi, kako naj bi tole izgledali. In sicer v primeru kolokvijev se ocena izračuna kot ocena prvega kolokvija, bom kar pisal, tako da se bo jasno, K1, plus ocena drugega kolokvija, plus ocena seminarja, plus ocena laboratorijskih vaj četrtin. Dajte si predstavljati, da je vsaka taka stvar točkovana z 0 do 100 točkami in da tudi rezultat, ki ga dobimo, pride pač med 0 do 100 točkami. Ne? In to je tista vstopnica, s katero potem vstopite na ustni izpit. Bom tukaj napisal plus ustni izpit. In druga varianta, če se nekdo ne odloči pristopiti s kolokvij, ali pa mogoče, če mu s kolokvij recimo spodleti, potem je druga alternativa pisni izpit. V tem primeru je tole dvakrat, bom takole napisal, ocena pisnega izpita plus seminar plus laboratorijske vaje četrtine plus ustni izpit. Se pravi, bodi si te dva kolokvija na sredini in na koncu semestra, bodi si pisni izpit, ki je potem nekako ponderiran tako, da pokrije s točkami tole dvoje oboje. Ok? V redu? Ja, zdaj mogoče še nekaj informacij. Statistika nekako kaže, da udeležba na predavanjih in vajah pripomore k temu, da uspešno naredite izpit. Jaz moram priznati, da v preteklosti ugotavljam, da so na naš študij multimedije vpisani zelo ambiciozni študenti, tako da po večini opravijo sama preverjanja znanja že na samih kolokvijih. Redko kdo se potem še udeleži pisnih izpitov. Upam, da bo ta praksa ostala, ne glede na to, da smo v stiku takole nadaljavo. Običajno tudi redno obiskujete laboratorijske vaje, na to bi vas še posebej opozoril, zato ker imamo sicer lahko težave pri tem, če vam neka vaja manjka. Zdaj v preteklih letih smo za tiste, ki iz nekih izrednih razmer niso mogli pristopiti na laboratorijsko vajo, zorganizirali en dodatni termin ob koncu semestra, kamor so se lahko prijavili in potem udeležili, vendar moram priznati, da praktično sameval ta termin.
In to je nekako tista popotnica, ki bi vam jo želel nekako podati. Zdaj, tukaj sem napisal, katere sodelavce boste pri predmetu srečali, torej napisal sem, da poleg mene še kolega Boštjana Batagelja, potem, da boste srečali asistenta Kristjana in pa Aljaža in pa tehnički sodelavec, ki ste ga že imeli možnost predvideti pred tablo, je Marjan Dolinšek, ki je eden izmed tistih, ki skrbi za to, da imamo eksperimente in laboratorijske vaje na razpolago. Ok, jaz bi zdaj, preden bom odgovarjal na vprašanja, mogoče samo še izpostavil, kaj imamo in bomo tudi skušali nekako koristiti, kakor bomo pač želeli. Ok. Ne zgleda preveč optimistično tole. A se slišimo pa še? Se slišimo. Ja. A vas lahko prosim, če vi poskusite dostopati do spletne učilnice? Se mi zdi, da je en bolj splošen problem. Ne, ne moramo. Ja, nikomor ne deluje. Ok, nič zato, verjamem, da je zdaj v teh časih sistem mogoče majčkeno bolj obremenjen kot sicer. Tudi meni ne uspe, ampak bomo mi vseeno nadaljevali na tak način. Najprej bi odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Če ima kdo karkoli glede organizacije samega predmeta za vprašati, bi predlagal, da izkoristimo to priliko zdajle. Zdaj, če sem prav razumela, se laboratorijske vaje začnejo in naslednji teden? Ne, niste prav razumela. Ok. Ne. Pet jih je, to ste rekli. Ja, še enkrat dajmo ponoviti, prosim, pa si dajte tudi te datume zapisati. In sicer, glejte, ta teden smo 16. in prihodnji teden smo 23. V teh 2 tednih bomo imeli samo predavanja in v predavanjih vmes bomo reševali tudi zglede, to z vidika tega, kar sem vam povedal, da so to auditorne vaje, ki so noter v okviru predavanj. Laboratorijske vaje kot take bodo pa od 2. marca do 30. marca. Okay. To govorim za prvi del predmeta. Za drugi del predmeta boste pa 2. aprila začeli in boste takrat tudi več informacij izvedeli, takrat, ko pišemo tudi mi kolokvij. Kateri april je? Samo sekundo. 6. aprila. 6. aprila boste začeli z drugim delom predavanj in takrat 6. aprila pišemo tudi kolokvij. Mogoče tudi to, kar napišem tukaj. Pardon, slišala sem, mislim, da ste omenili celo datum tudi za drugi kolokvij, ali to nisem prav slišala?
Oprostite, ste me vprašala za drugi kolokvij. Ja, ja. Drugi kolokvij boste pisali ob zaključku semestra. Aha, ok, hvala. Vendar težko napovem, ali bo to znotraj semestra v tistem zadnjem tednu, a ne, če boste uspeli zvoziti snovjo, ali bo to potem izven semestra. Torej, Ok, samo da si napišem. Ja, ok. Super. Mislim, da je zdaj spletna učilnica se oživela. Super. Pa si bi mogoče še te stvari, ki sem vam jih hotel pokazati, pogledali na hitro. Tukajle imamo to gradivo, ki ga lahko snamete v obliki PDF-a. Boste videli, to je gradivo Elektrotehnika 1, 2 pa 3, ki sem povedal, da pokriva pač tehniški gimnazij z tega področja. Tole so pa naloge za auditorne vaje, ki pokrivajo v bistvu kolege, ki poslušajo osnove elektrotehnike na elektrotehniki, tako da tukaj so zgledi težji in pa jih je precej več, kot jih mi imamo v okviru naših vaj, ampak pač jaz nisem podmnožice tega hotel delati zdaj za vas. Potem imamo tukaj tudi videoposnetke predavanj predmeta elektrotehnika za tehnološke osnove multimedije. Nimamo profesionalnih posnetkov predavanj, mogoče bi bila to tudi ena izmed idej, ki bi jo lahko naredili, mogoče tudi v letošnjem študijskem letu. Potem imamo tukajle videoposnetke eksperimentov, na katere bi vas opozoril. Mi si bomo kar nekaj teh eksperimentov pogledali v okviru predavanj. In mogoče je prav, da ob tem trenutku povem, da bo tudi seminarska naloga šla nekako v tej smeri. Torej, vi kot študentje multimedije imate zelo radi te seminarske naloge, pri katerih sami na neko snov pripravite neko video gradivo, vsaj tako je bilo v preteklih letih. In bi rekel, mogoče tej primeri, ki sem jih jaz s svojo ekipo delal, vam potem služijo tudi za zgled, ko se lotevate kakšnih drugih stvari. Tukaj imam neke izbrane seminarske naloge preteklih let, ki sem vam jih dal na razpolago, zato da si lahko kakšne stvari pogledate. Tematike, na katere smo delali te seminarske naloge, so bile različne. Enkrat smo snemali tudi seminarske naloge, ki se neposredno navezujejo na laboratorijske vaje, ki jih izvajamo pri tem predmetu. Drugič smo posneli seminarske naloge, ki pokrivajo neke gradnike in tako naprej. Glejte, tule v tem letu 2018 boste najdli v bistvu seminarske naloge, ki neposredno pokrivajo tisto, kar je bilo v tistem letu na laboratorijskih vajah. Tako da si lahko to v miru pogledate. Nimamo dostopa do teh laboratorijskih vajah. Piše, do seminarskih nalog. Piše, nimate dostopa do teh vsebin. Ok, super. Kaj pa do ostalih stvari? Dajte pregledati, do kam imate dostop, pa mi prosim javite. Eksperimenti delajo. Eksperimenti so... Kaj pa do PDF-ja od tehle? Ampak ako stisnem na eksperimente, bi se mogel pojaviti kakšen videoposnetek? Ja. Ne, nič se ne pojavi. Ok. Ko kliknete takole na posamezen... Ja, sem pa se nič ne odpre. Potem pa te PDF-ji se pa, ja, odpre. Lahko v bistvu, ne? Se to mora biti, ja. Ne, PDF-ji se morajo, če na PDF-u kliknete, se vam mora PDF odpreti. Ne dela PDF-ji. Ne, ok. Tudi dela, nič ne dela. To bomo uredili, ja. Pa še tele zapiski. Zapiski predavanj, to pa dela. To pa delajo. To pa dela. Odlično. Hvala lepa. Bom jaz skladno s tem, kar ste mi povedali, skušal urediti, da bodo stvari delale. Vse zato je tudi moj namen, da spletno učilnico pripravim že do prvih predavanj, da odkrijemo še kakšne morebitne anomalije, pa da bomo do prihodnjega tedna te stvari imeli že porihtane. Ok. To je v glavnem vse, kar sem vam želel v tem, bi rekel, današnjem uvodnem delu v prvi uri povedati. Tako da bi vas pozval še enkrat k temu, če imate kakšno vprašanje, bi izkoristili teh preostalih 10 minut. Potem bomo pa v nadaljevanju
pa šli kar na snov. Evo, kar izvolite. Sem razumel, da imamo eno vprašanje. Ni? Zdaj, če ni vprašanj, pa je to super. Potem bom pa še jaz samo pribeležil prisotnost, samo moram najti neko pisalo. Ok. In mislim, da bomo pa zreli za pauzo. Kajti asistent vas bo potem razdelil v skupine nekoliko drugače, kot ste vi razdeljeni zaradi teh, bi rekel, COVID razmer, moramo narediti manjše skupine. Pa bi kar šel po vrst, dajte se mi prosim samo javiti, če ste prisotni. Badovinac Lea. Ja, prisotna. Super. Baškarat Nina Viktorija. Ja, tudi prisotna. Brodnik Peter. Ja, tukaj. Super. Čergič Uroš. Ja, tukaj. Dekonja Tine. Ja, tukaj. Globočnik Jernej. Ga ni. Golob Pija. Ja, tukaj. Super. Goričanec Valentina. Tukaj. Ok. Grdadolnik Neža. Tukaj. Kiril Kaja. Ja. Ivkovič Katarina. Joni. Jagrnec. Ja. Jenko Ana. Ja. Klemenčič Marija. Ja. Kobalvit. Ja. Kocijančič Valentina. Ja. Kordiš Jaka. Ja. Mikovič Danilo. Ja. Oražem Sabina. Ja. Osvald Aleksandr. Ja, tukaj. Perko Teja. Tukaj. Petkovič Helena. Tukaj. Romanič Nika. Tukaj. Šembri Patrik. Tukaj. A ste? Skvarč Božič. Jo. Aljaš. Šalomon Timotej. Ja. Šikuljak Katarina. Jeni. Torkar Rok. Tukaj. Trobovšek Maja. Tukaj. Velinovska Atina. Jeni. Velka Vrh David. Tukaj. Vrabič Gašper. Tukaj. Vreš Maj. Tukaj. Zahirovič Majda. Zore Pokoren Neža. Tukaj. Ja, Zupa Neva. Ja. In Žnidaršič Kaja. Ja. Ok. Jaz bi samo vprašal za teh nekaj sošolcev, ki jih danes manjka, imate mogoče vi že neko izkušnjo, če sploh več ne hodijo, ker nam bo to pomagalo pri organizaciji. Nekateri hodijo, mislim, da samo ena oseba ni bila prejšnji semester prisotna. Vem pa, da so teli, ko se pač niso javili, so nekateri tudi tujci. Tako da ne vem, mogoče niso razumeli ali pa pač imajo obveznosti, ker vem, da so hodili tudi domov in te zadeve, za njih je to po moje dosti težko. Globočnik Jernej je hodil sicer, pravite? Verjetno, ne? Ivkovič Katarina. Ta Šikuljak Katarina. Pa dobro, Velinovska Atina pa Zahirovič. Atina pa Majda sta bili, to vem. Ok, oni dve sta mogoče tujki, pa tudi verjetno na laboratorijski v fizični obliki ne bosta morda mogli priti, se mi bosta javili gotov. Ostali pa bi lahko verjetno prišli, ne? Ok, super. Hvala lepa. Tako da zdaj smo nekako zreli za pauzo. Prihodnjo uro bomo potem nadaljevali oziroma začeli s samo osnovjo. Jaz računam, da bomo danes
snovjo približno 2 do 3 ure, kolikor bomo porabili časa, tako da bi porabili te termine za predavanja in pa za auditorne vaje. Potem v terminu laboratorijskih vaj ste pa prosti danes in prihodnji teden. Te ure bomo potem v principu porabili za to, da bomo lahko naredili te manjše skupine in bomo pač oddelali te ure s tem, da bo toliko več skupin. Še eno stvar bi vas vprašal, zdaj, tako kot si je prodekan, ki je sestavljal urnik, zamislil, ne bi stvar izgledala tako, da ne bi predavanja potekala nadaljavo. Jaz sem napisal, da kar se mene tiče, imamo lahko predavanje tudi na hibridni način, če bi se kdo želel v živo udeležiti predavanj do 10 študentov, lahko sprejmemo semle v predavalnici 1 na Fakulteti za elektrotehniko. Vendar po drugi strani ne bi pa potem vi prišli v živo izvajati laboratorijske vaje, za kar potrebujete nekaj časa, da pridete sem. Zdaj je kdo iz zelo oddaljenih krajev, da bo za sam prevoz porabil več časa. Mi se bomo tako verjetno v 3 skupine mogli porazdeliti in prva bi recimo prišla na vrsto kakšno uro po predavanjih, potem naslednja 2 uri po predavanjih in naslednja 3 ure po predavanjih. Verjetno v tem času boste pa vsi lahko prišli do fakultete. Tako načeloma ne bi to izgledalo, da se pravi sama predavanja nadaljavo, potem pa laboratorijske vaje pa v živo. Ima kdo kakšne težave s prevozom v okviru tega morda? Ja. Trenutno imam jaz težave, ker živim v Italiji, ne? Zato, ja. Ok, to se pravi, tista skupina tujcev bo po navodilu prodekana predstavljala neko skupino, s katero bomo mogli iskati še dodatne rešitve. Zdaj, jaz ne vem sicer, kakšne rešitve bodo možne, ali boste vi iz Italije lahko hodili v Slovenijo ali ne, ampak ne boste edini, no, to bo verjetno še nekaj takih, ki bodo potem obsojeni na to, da bodo pač dobili nekaj gradiva za delo nadaljavo. Je pa to po mnenju vodstva fakultete bistveno slabša opcija, kot pa to, da delamo v živo in želijo, da bi izvedli vajo v živo za vse, ki pač lahko pridejo. Tako da, Patrik, vi ste se mi javili, da vi boste pač to v neki obrazložitvi po mailu napisal, pa bomo potem mogli neko rešitev za vse te, ki tudi danes mogoče manjkajo, poiskati, da bi lahko karkoli upravljali nadaljavo, ostali boste pa v živo. Ok, hvala. Prosim, da se je še kdo javil? Ja, jaz sicer sem slišala, da lahko pridemo tudi, pač prvih 10 lahko pridemo tudi na faks, tako da če bi lahko prišla na predavanja in na vaje na faks, bi bilo ful fino, ker ne vem, če bom dovolj hitro prišla iz mojega kraja do Ljubljane. Ok. Zdaj, samo za predstavo, nisem pogojeval, da morate in za predavanje in za vaje hoditi na faks, da ne bi bilo napačne predstave morda. Torej, zdaj, če ste bolj iz oddaljenega kraja, se boste lahko tudi postavila v tako skupino ali pa zamenjala, da boste z vajami začenjala šele 3 ure oziroma 2 uri po predavanjih. Se pravi, če si predstavljate, ko bomo mi s predavanji končali, bo šele po mojem čez 1 uro začela prva skupina, da boste v miru prišli do fakultete, potem čez 2 uri druga skupina in čez 3 ure tretja skupina. Tako da, torej, hočem reči, če želite, lahko pridete samo na vaje, ne, na fakulteto, lahko pa seveda, tako kot sem ponudil, pridete na predavanja in na vaje na fakulteto. Tako da, oboje je možno, ne, tako, kakor se boste odločili, ampak v tem primeru boste pač mogla vmes pač tisto 1 uro verjetno počakati, ker bomo 1 uro pa sigurno mogli narediti pauze tudi za tiste, ki so blizu doma, da pridejo v miru na fakulteto, da to ni tako, kot je bilo v preteklih letih. Če si predstavljate, v preteklih letih smo mi kontinuirano nadaljevali z vajami, to se pravi, 2 podskupini sta bili, prva je takoj začela z vajami, druga je 1 uro počakala, pa je pol začela z vajami, pa smo se pa tudi malo zmenili, da smo alternirali, ne. Zato smo tudi pač lahko več vaj upravili. Mislim, da smo imeli po 6 prejšnja leta, zdaj bomo imeli pa 5 namesto 6, pa vi boste razdeljeni v manjše skupine, mislim, da 3 skupine. Tako da, kakor se boste odločila, tako bo v redu. Aha, ok, hvala. Ja. Še kakšno vprašanje?
A kolokvije bomo pa na fakulteti pisali. Dobro vprašanje. Torej, mi se glede tega praktično ne moramo nič opredeljevati, ker moramo slediti smernicam, ki nam jih dajo. Torej, od NIJZ navzdol do priporočil ministrstva in na koncu do tega, kaj nam interpretira univerza in nenazadnje naša fakulteta. Po trenutnem stanju, kot veste, bi jih lahko pisali v majhnih skupinah, recimo tam po 10. Zdaj, če se bo to kaj odprl, morda tudi več, je pa res, da pač mi tudi v skupinah po 10 lahko to odpišemo. V preteklosti smo jih pisali v eni skupini, torej vseh 30 upisanih, medtem ko lansko leto smo pač pisali kolokvij nadaljavo. Tako da praktično smo mi odprti za vse rešitve, ki bodo takrat možne. Kako ste v prejšnjem semestru pisali izpite pa kolokvije? Nadaljavo. Nadaljavo, ne? Kolokvijo bolj, ker ne nismo imeli izpite, pa pač nadaljavo z polno kamerami. Razumem, ja. Ok. Vse kolokvije vam ustrezajo, verjetno, ne? Ali... Ja, definitivno. Verjetno je lažje z njimi narediti. Lažje je mogoče samo toliko, ker se dvakrat učite po pol snovi. Drugače pa tako, da če ste na kolokvijih 2 vprašanji, so na izpitu 4 vprašanja, ne? Tako da, kar se tega tiče, pač ekvivalentno. Tudi vprašanja so enako težka, ampak v preteklih letih, zdaj že mislim, da letos 7. leto zapored izvajamo, smo pač izoblikovali že od začetka ta pristop kolokviju in je študentom to ustrezalo, tako da če ste za to, bi jih to obdržali. Za nas je pa seveda to neko dodatno delo, ki ga na nek način niti nismo dolžni, ga čisto prostovoljno delamo, ampak zdi se nam, da mislim, študentom to ustreza in da je to v bistvu neka taka zaokrožena celota, glede na to, da imamo snov predmeta razdeljeno lepo v 2 polovici, da tudi preverjanje potem izvedemo po 2 polovicah. Tako da bomo to prakso, če se boste le strinjali, vzdrževali tudi naprej. Ok, še kakšno vprašanje? Sicer smo pa prišli že do konca tele 1. ure. Bomo naredili odmor. Jaz bom to čas tudi nekaj preklopil na sam računalnik. Prav, če ni vprašanj, se vam bom zahvalil za pozornost in bomo potem nadaljevali 15 minut čez polno uro. Srečno. 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 Srečno.